V Puconcih so v sklopu projekta RURES, katerega cilj je izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije na podeželju, postavili prvo solarno e-drevo v deželi ob Muri. Jasmina Perkič, samostojna strokovna sodelavka, je predstavila celoten projekt, financiranje le-tega ter projektne partnerje. Solarno drevo je pilotna investicija, ki je nastala v okviru projekta RURES. Na kratko, projekt govori o spodbujanju trajnostne rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti na podeželju. Projekt je sofinanciran z Evropskega sklada za regionalni razvoj iz programa Srednja Evropa. V projektu nastopa 11 projektnih partnerjev, med njimi iz 6 držav, med njimi tudi 2 slovenska, to sta Lokalna energetska agencija za Pomurje in Razvojna agencija za Sinergija. V projektu partnerji predstavljajo občine, univerze, razvojne agencije in energetske agencije. Projekt je trenutno v sredini svojega izvajanja in bo trajal 3 leta. Kaj je namen tega projekta in kateri ciljni skupini uporabnikov je namenjen ta projekt? Pilotna investicija predstavlja varovanje okolja in ekoloških vrednot, ki objekt simbolizirajo, in je namenjena ozaveščanju skupnosti o okoljskih vrednotah. Postavljanje v enoti, ki je odvisna od okolja, in bo združila rabo obnovljivih virov z prijetnim izkoriščanjem prostega časa in ustvarjanja skupnega prostora. Sam koncept pilotna investicija je sestavljen iz 3 komponentov. To je solarno drevo, solarna klop in solarna klop s senco. Vse skupaj ponujajo 11 solarnih panelov. Če malo za tehnične stvari opišem, 16 sedečih mest, 16 USB vhodov za polnjenje mobilnih tablic pa mobilnih telefonov, en brezžični polnilec, potem ima na klopci naprava za polnjenje e-koles in e-skuterjev. Idejna zasnova, postavitev in sofinanciranje solarnega drevesa je bila izvedena v okviru projekta RURES in jo je izvedla Lokalna energetska agencija za Pomurje. Sama investicija je stala malo manj kot 20 000 evrov. Ta cena združuje tako vse 3 komponente, kot tudi namestitev na to območje. Solarno drevo je prikaz najboljših praks. Kdaj in kje se nadejate posnemovalcev? To med prvimi investicijami, ki se je v tem naši regiji pojavila. Potem tudi naš namen, pa tudi občine Puconci, je, da se zainteresirane strani skupine povabi oziroma da vidijo, da so taki inovativni dosežki možni, in tudi jih vabimo, da bodo mogoče tudi ob tem dobili idejo, da prenesejo to idejo v svojo lokalno skupnost ali tudi v drugo regijo. Solarno drevo je bilo predano svojemu namenu v sklopu praznovanja 21. občinskega praznika občine Puconci in ob tej manjši slovesnosti nam je Ludvik Novak, župan občine Puconci, povedal. To mobilno telo ali energetsko drevo smo postavili tukaj ob domu Štefana Kuzmiča in tu v bližini je tudi šola. To je za šolarje zelo pomembno, če ravno učitelji prav ne želijo, da otroci imajo telefone s sabo. To je ena priložnost, če je telefon prazen, da se ga lahko napolniš, in ta energija se da tudi napolniti za druge stvari. Mislim, da ta investicija ni tako majhna, vendar, ker je to program Evropske skupnosti, je bilo toliko lažje. V tem programu pa so sodelovali tudi druge dežele, to je bila Poljska, Slovaška, Češka, Nemčija in še nekatere dežele. In v ta program se je naša občina tudi vključila skupaj z lokalno energetsko agencijo v Martjanci in smo zelo zadovoljni, da so nas povabili zraven. Lokacija je lepa, na pravem mestu in potrebno je, da enostavno gremo tudi vsi z časom naprej. Čas je pač takšni in vidimo, da je zadnja leta razvoj zelo hiter. To vrstno solarno drevo ni samo po sebi novost in zanimivost, temveč je tudi uresničevanje energetskih načrtov in ukrepov. Projekt kot tak se osredotoča na trajnostni regionalni razvoj v podeželskih območjih z upoštevanjem proizvodnje in porabe energije.